Celjski kmetovalci imajo letos z vremenom manj težav kot prejšnja leta. V poslovno-stanovanjski objekt Gorica prvi stanovalci že jeseni. Žalska občina tamkajšnjim policistom podarila kolo. Do začetka mladinskega evropskega prvenstva v Celju le še 21 dni. Lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. Slovenski kmetje so imeli v zadnjih 2 letih z vremenskimi neprilikami nemalo težav. Lani jim je denimo veliko škodo povzročil žled, ki je uničil več kot 500 hektarov gozdov. Celjski kmetovalci so nad vremenom v prvi polovici letošnjega leta ne morejo pritoževati, saj na srečo niso bili izpostavljeni večjim težavam. Za celjsko območje je značilna živinoreja, le-tej pa je podrejena pridelava kmetijskih pridelkov. Na travinjo kmetje pospravljajo že drugi, nekateri že tretji odkos, kar je idealno za letos. Na njivskih površinah se trenutno dogaja žetev, pospravljen je ječmen, se pravi, in ravno kot za nalašč je tale današnje padavine preko noči, bodo nekako napravili rahlo pauzo in potem se nadaljuje žetev pšenice, ki postaja praktično že primerna za spravilo. Koruza kot ena po površinah najmočnejša kultura, zelo dobro kaže, dobro uspeva. Kakšnih konkretnih toč ali kakšnih neurij na našem območju trenutno še ni bilo. Vročina, ki je državo zajela v preteklem tednu, na pridelkih ni pustila večjih posledic. No, pridelki so se do tega trenutka dosti dobro branili te vročine, tu pa tam je že bilo mogoče zaznati kakšno zvijanje listov, se pravi, na ta način se brani rastlina pred izhlapevanjem. Je pa bilo dosti več problemov ali pa težje so pa te vročino preživljale domače živali, seveda zdaj mislim, tu imamo v mislih govedo predvsem, pa seveda tudi ostale domače živali, prašiči, kure in tako naprej, pa tudi te živali, ki jih so na kmetiji za druge namene, kot so psi, mački, seveda te stvari tudi rabijo svoje pogoje. In vidim, da so jim bili tudi že določeni problemi v hlevih. Sreči so kmetje so hitro ukrepali, so se opremljali tudi z raznimi ventilatorji, ventilacijo in seveda vse z namenom, da pač živali ne bi doživljali previsokih, prehudih stresov. Razen podlubnikov v gozdovih, ki jih je prizadel lanski žled, na kmetijskih površinah letos ni večjega napada škodljivcev. Kmetje na celjskem območju imajo torej kar nekaj sreče z letošnjimi naravnimi razmerami, kar pa se ne odraža na ekonomskem področju. Tu lahko izpostavimo ceno za kilogram žita, ki na domačem trgu dosega zgolj 14 centov. Kajti ta žita, ki se pridelajo na tem območju, na celjskem območju, lahko rečem, da v glavnem pristanejo kot krma živalim, tudi vključno z pšenico, kajti cena je nekje 14 do 18 centov, to pomeni 140–180 evrov po toni. Za to ceno mislim, da ni nobeden pripravljen prodajati žito v mlinsko-predelovalnim podjetjem, ampak rajši to pokrmijo doma živali. Precej zaskrbljujoč je tudi podatek, da je v hlevih vedno manj mladega goveda. Država se trudi te probleme odpravljati, vendar jaz trdim, da je ne uspeva najbolje. Ravno v letošnjem letu je bila ukinjena pomoč, nekakšna finančna pomoč za rejce krav dojil. Se pravi, v preteklih letih je krava dala teleta, dobil za to kmet določena sredstva, ker je pač krava dala od sebe teleta. Letos je ta pomoč ukinjena in po moje je to logično, da bo tudi zaradi tega še naprej zmanjšal stalež telet na domačem terenu. To pa bi posledično lahko privedlo do dviga cene domačega govejega mesa.
Mestna občina Velenje bo kmalu pridobila 132 novih neprofitnih stanovanj. Poslovno-stanovanjski objekt Gorica je že zgrajen. Pred slabim mesecem je bil opravljen tehnični pregled, zdaj izvajalec del, gradbeno podjetje IGEM, odpravlja ugotovljene pomanjkljivosti. Prvi stanovalci naj bi se v blok naselili jeseni. Mestna občina Velenje ima v lasti 805 neprofitnih stanovanj, z novimi 132 v Gorici pa naj bi skoraj v celoti rešili vloge prosilcev za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem po trenutno veljavni prednostni listi. Lista že narejena, občani so o tem že seznanjeni in tudi nestrpno pričakujejo. Dejansko je bil rok dokončanja že kakšen mesec prej, ampak pri tem moram povedati, da smo dejansko vse moči vlagali to, da bi se projekt pravočasno zaključil. To tudi sedaj še delamo in upamo, da bomo v zelo kratkem času lahko začeli za naseljevanje ljudi v ta stanovanja. Ko bodo odpravljene vse pomanjkljivosti, za kar ima izvajalec 60 dni časa, bodo lahko za objekt pridobili tudi uporabno dovoljenje. Poleg stanovanj je v sklopu objekta še garažna hiša s 460 parkirnimi mesti. Vrednost celotnega projekta je okrog 22 milijonov evrov, 11 milijonov evrov tega pripade na mestno občino Velenje. Soinvestitor v tem projektu je podjetje IGEM, seveda sočasno nam pa tudi pomaga oziroma gradimo skupaj z Stanovanjskim skladom Republike Slovenije. Slednji je občini namenil skoraj 5 milijonov evrov in pol za 65 stanovanj in 98 pokritih parkirnih mest. Prav tako pa je občina pridobila posojilo v višini dobrih 2 milijonov evrov. Poleg stanovanj bo tako imela v lasti še 198 parkirnih mest. V prihodnosti naj bi sama ali s soinvestitorjem odkupila še preostalih 260 parkirišč. V objektu pa bodo tudi poslovni prostori. Za poslovne prostore so trenutno v lasti našega soinvestitorja, kateri so seveda na razpolago tudi odprodajo. Lahko pa na tem mestu povem, da je občina odkupila prostore, poslovne prostore, kateri bojo dobili svoj dom naša krajevna skupnost. Kot vse kaže, bo po več letih gradnje in zamiku dokončanja projekta zaradi nelikvidnosti zasebnega investitorja in vdora vode zdaj vendarle šlo vse po načrtih. Tako naj bi novi stanovalci ključe dobili že v kratkem. Policisti policijske postaje Žalec, ki pokriva območje nekdanje žalske občine, se v teh dneh veselijo nove pridobitve. Ta bo olajšala delo policistov, ki patruljirajo predvsem v mestnem in v krajevnih središčih in na lokacijah, ki so težje dostopne z avtomobilom. Občina Žalec jim je namreč podarila kolo, s katerim bodo policisti lažje skrbeli za varnost tako v cestnem prometu kot na področju kriminalitete. Patruljno kolo sicer v Žalcu ni novost, saj so policisti z njim patruljirali že pred 25 leti, je pa vsekakor velik doprinos k vzpostavitvi večje varnosti in lažjemu dostopu med množico in druge z vozilom težje dostopne lokacije. Po besedah župana Janka Kosa je torej ta donacija več kot dobrodošla. Danes pa Žalc postaja še eno tako večje urbano središče, veliko dogodkov je v Žalcu in je prav, da policisti patruljirajo malce po Žalcu in lažje vladuje cel Žalec s kolesom kot pa brez kolesa. In v teh časih mi rabimo, rekel, take policaje z integriteto, osebnostno, strokovno zrele, ki so dobro opremljeni. Žal jim je država slaba mačeha, jim denarje ne zagotavlja za opremo, ker policaj mora biti tudi dobro opremljen. Tudi zaradi dobrega sodelovanja med občino in policijsko postajo Žalec se je župan takoj odzval na pobudo žalske policije in jim tako podaril novo kolo z opremo. 1000 evrov je to strošek, ni velik, je bolj simbolnega pomena, to pomeni kolo, ki smo ga nabavili, pa 3 čelade, pa 3 pare rokavic, naj bi 3 policisti naj bi uporabljali to kolo. Na žalski policiji pridobitev pozdravljajo. Tako se zdaj tudi s kolesom ob bok lahko postavijo drugim policijskim postajam, ki patruljirajo s kolesom. Res smo izjemno veseli te nove pridobitve. Ideja je dejansko prišla z naše strani, nekako smo želeli oživeti to, kar je že včasih nekdaj bilo. Pa tudi izkušnje ostalih policijskih postaj, naprimer policijske postaje Velenje in pa Celje, ki imajo to že nekaj časa, se je izkazalo, da je ta stvar zelo dobra, tako z vidika preventivnega kot tudi operativnega vidika policijskega dela. Kolo bodo zaenkrat vozili 3 policisti, ki pa so za to seveda posebej usposobljeni. Vsi 3 policisti so bili na posebnem usposabljanju za policiste kolesarje in ti 3 policisti bojo tokrat to kolo tudi s pridom uporabljali. Želimo si seveda v bodoče še pridobiti
pridobiti kakšno kolo in če se bo to izkazalo kot dobra in uspešna pridobitev, vsekakor bomo delali v tej smeri. Policist na kolesu bo prisoten v občini Žalec in tudi po nekaterih njenih krajevnih skupnosti. Kljub temu, da morda policist ne bo ravno drvel za divjimi vozniki, pa ga velja vzeti z vso resnostjo, saj vas lahko pri kakšnem kaznivem dejanju dobi tako podnevi kot po noči. V vsakem primeru kolo je dobrodošla zadeva in tudi zelo fleksibilna, tako da bo praktično prišlo prav v vseh primerih. Do začetka mladinskega evropskega prvenstva v Celju je še 21 dni. Slovenska reprezentanca se je v sklopu priprav na omenjeno prvenstvo udeležila močnega mednarodnega turnirja v Nici, na katerem je po zmagah proti Franciji, Rusiji in Hrvaški osvojila prvo mesto. Mislim, da delamo zelo dobro, korektno. Dekleta se trudijo, so angažirana, to je že nek pokazatelj bil tudi na samem turnirju v Franciji in pa pred Francijo, kjer smo odigrali že 2 tekmi prijateljski z ekipo Turčije. V Franciji nas je čakala ekipa Francije, Rusije in pa Hrvaške, ki nekako kotira v zgornji vrh evropske košarke, trenutno v članski kategoriji, pa tudi v mlajših kategorijah. Mislim, da smo odigrali korektno, dobro, predvsem pa mislim, da pokazali, da ta generacija res velja in nekako še pridobili na samozavesti. Zmagali smo vse 3 tekme, tako da sem lahko s samim turnirjem zelo zadovoljen. Slovenske mladinke se bodo do začetka prvenstva pripravljale v Slovenj Gradcu, Postojni in Laškem ter odigrale še 7 prijateljskih tekem. Ja, trenutno se nahajamo v Slovenj Gradcu, kjer treniramo. Takoj že v soboto nas čaka prva tekma z ekipo Italije v Italiji in potem še naslednji dan še ena. Vračamo se v Postojno, kjer bomo 3 dni odtrenirali in potem odigrali 2 tekme z ekipo Anglije, potem pa že nekako prihod na prizorišče Evropskega prvenstva, kjer bomo odigrali še zadnji turnir z ekipo Francije, Portugalske in Izraela in potem na to že prva tekma Srbija. Po zmagah proti Turčiji, Franciji, Rusiji in Hrvaški slovenska športna javnost od domače reprezentance na prvenstvu v Celju upravičeno pričakuje dober rezultat. Ja, prvo moram reči, da vsekakor lahko pričakuje, da bomo pustili srce na terenu, da se bomo borili in poskušali dostojno nekako braniti tako mesto Celje kot slovensko žensko košarko, kajti vemo, da slovenska ženska košarka ni ravno v najvišjem vrhu, kar se tiče članske košarke, saj reprezentančne v tem trenutku ne, sigurno pa sodi v mlajših kategorijah v ta prvi del v A divizijo, sedaj že 6. leto zapored igralke igrajo v A diviziji in tako nekako pričakujem, da bomo vsem trd oreh, vsem reprezentancam. Nahajamo se v zelo težki skupini, mogoče ne tako atraktivni kot težki skupini z ekipo Srbije, Madžarske in Belgije, kjer bodo tekme sigurno napete do samega konca in jaz že sedaj vabim vse gledalce, da si pridejo pogledati, kajti sigurno se igra zelo kvalitetna košarka, pa tudi če je to v 18 prvenstvu. Slovenskega selektorja nekoliko skrbita predvsem poškodbi članic udarne postave Zale Lešek in Maja Jakobčič, ki pa naj bi bili do prvenstva povsem nared. V tem trenutku kaže, da bomo v najmočnejši postavi, vendar do prvenstva je še kar nekaj časa. Jaz upam, da bo šlo vse po planu, tako da upam, da se nam pridružijo tako Lešek kot Maja Jakobčič, ki pa je že nastopila na turnirju v Franciji. Ima še manjše probleme, vendar upamo, da bomo postorili vse, da bo to v najlepšem redu. Slovenska mladinska reprezentanca med evropsko elito v A diviziji igra zadnjih 6 let. Doslej največji uspeh so Slovenke dosegle leta 2010, ko so na prvenstvu na Slovaškem osvojile 4. mesto.
Jutri bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 26 do 28 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo popoldne bo v gorah kakšna nevihta. To je bila vremenska napoved za konec dogodkov dneva na televiziji Celje. Do prihodnjič, lep pozdrav in srečno.